Dejan Pevčević je odličen igralec, televizijski voditelj, maneken, popotnik, športnik in še bi lahko naštevala. No, mi pa smo se prepričali, da se odlično znajde tudi v kuhinji. Na pult kuhinje v Milejevem salonu smo tokrat postavili sestavine, ki jih je predlagal Dejan. Največ bioizdelkov s certifikatom smo tudi tokrat izbrali v biomarketu Vitacare. Vso zelenjavo, oreščke, suho sadje, moko, zdravo proseno kašo, šampinjone in še kaj. Tudi tokrat smo pripravili hladno stiskano grško olivno olje, feta sir in grški jogurt. Poskrbeli smo za vrsto odličnih bio začimb in tudi himalajsko sol in sol z začimbami, pa brezglutenske drobtine in balzamični kis. Seveda tudi zdaj niso manjkali odlični domači kravji, kozi in ovčji izdelki s kmetije v Gorenji vasi. Za Dejanovo sladico pa smo skočili kar v Medex po odličen domač med. No, naši znani Slovenci bodo še naprej jedi pripravljali v najkvalitetnejši posodi in uporabljali najkvalitetnejše nože. Živjo, danes sem se jaz znajdel sredi tega džumbusa. Jaz sem ponovadi tisti, ki rajši je kot kuha, ampak vseeno se bom danes za vas zelo potrudil. In sicer, moj načrt je zelo preprost, mogoče tako ne bo slišati, ampak v sami izvedbi bi tako nekako moral biti. Namreč, kolikor se spodob za neke dobre restauracije, bom pripravil celoten meni. Se pravi, glavna jed, to bodo polnjene tigraste kozice, potem za prilogo bo kruh, apcap, solata mora biti obvezno solata bo raj iz jara, kasneje bom to razložil, potem pa še sledica, seveda, zraven dobrega kosila mora biti obvezno sledica. Sledica bo pa pečena prosena kaša z suhim sadjem in medom. Same zdrave stvari bomo danes kuhali. Prav, kar je meni pomemben je to, da je dober, da je velik, pa da je zdravo, če se le da. Pirino moko, 300 gramov, 200 gramov polnozrnate pšenične. Preverjam najprej, če drži. Kila, ne more biti drugače. Zraven zamešamo majčkan soli, narež kar himalajske, ščepec ali pa 2. Zdaj pa olivnega olja 3 žlice. Ja, kar dobro. 1 žlica, 2, 3 se mi zdi. Kar celih pol litre noter. To se vse zmeša, zelo enostavno se to naredi. Nič se ne komplicira, bolj ko se pen, boljše. Namesto pecilnega praška se vedno uporablja vinski kamen. Bela zmes, pa se to kuharce poznate. Dobrega kruha brez dobrih semen pa teh raznih dodatkov ni. Jaz dam to takole majčka noter, lrnenga, pa še bučna semena. Zdaj se pa to samo vse skupaj zmeša. Ja. Mešamo lepo počas, dokler ne rata taka malo bolj kompaktna tekoča zmes. Evo, in zdaj tole čarovnijo, ki smo si zmešali, damo lepo noter v pekač. Zdaj zadevo še majčkeno zašpilamo semeni gor, se pravi, stvar je treba pripraviti tudi tako, da tudi nekaj izgleda. Vse skupaj tole zmes, zelo enostavno, damo noter v pečico. Pečico nastavimo na 200 stopinj, suh, vroč zrak in pustimo približno za 70 minut. Mile pečica je odlična za te stvari, še posebej za moj načrt. Namreč, jaz imam v načrtu vse te glavne jedi, kot sem prej rekel, se pravi proseno kašo, kozice in kruh peči noter in to hkrati. In pri tem mi bo Mile pomagal. Evo, noter damo zadevo, naštimamo, zelo enostavno, vroč zrak, temperatura 200 stopinj smo rekli. Zdaj pa šibamo naprej na proseno kašo. 0,8 litra, se pravi za našo merico, za 4 ljudi, zdaj kuham tako približno, damo 0,8 litra mleka noter v posodo. Najboljše, če je domač mleko. In med tem, ko Mile tukaj ogreva mleko, se mi zmenimo še s proseno kašo in jo pripravimo, da jo bomo dali noter. Proseno kašo sicer preberemo, ampak tale je zelo kvalitetna, jo ni treba, damo lepo noter v cedilo, potem to samo malo splaknemo in damo noter v mleko vse skupaj. Tale naša prosena kaša se kuha približno 7 do 10 minut, ampak mi bomo to skuhali vseeno majčkeno drugače. Ne bomo počakali, da mlek zavre, zato ker ta AMC posoda ni dobra samo zato, ker ne rabiš dati noter, ne vem, olja in tako naprej, kakor vsi to robijo, ampak je pomembna predvsem zaradi tega, ker lahko stvari skuhaš bolj zdravo. To pa na ta način,
da jih skuhaš pod nižjo temperaturo. Se pravi, če kuhaš pod malo manj kot 100 stopinjami, se bo ravno tako skuhalo, ampak ostalo bo več vitaminov. To je pa to, kar mi v bistvu rabimo in kar je za nas pomembno. Se pravi, jaz sem zdajle s pomočjo Mileja ugasnil ogenj in bom pustil, da se v tej posodi kuha ves čas naprej še kakšnih 7-10 minut. Tacajt pa pripravim druge stvari, ki bo šle tja noter. Zato pa rabimo maslo, 2 žlici masla, to je posteljica za proseno kašo, suho sadje, ki sem ga že prej poparil in sem pustil, da se majčkeno navžije, da bo stvar bolj sočna in da bo lažje stekla po grlu. Tako, tele velike kose sem zdajle narezal, enih par sem si jih pustil za kasneje, da bomo dali gor, da bo to majčkeno bolj izgledalo. Zdaj pa, treba je še pripraviti eno tako polivko za čez tole proseno kašo. Uporabil bom tole skledico, eno jajce, noter damo majčkeno cimeta, ki se skriva tukajle. Pri cimetu nimate kaj veliko šparati. Ne vem, če veste, to naj bi bil kitajski antibiotik, tako da to zmer prav pride, pa domač med. Najboljši slovenski med od naših čebel, takole eno dobro žlico, ni za pretiravati, malo ročnik spretnosti in potem, ko je stvar taka, ki že mora biti, ko se jajček že skoraj zapen, damo pa še sladko smetanico, seveda. Takole, še tole malo zmešamo in zadeva je pripravljena potem za politi preko kaše. Proseno kašo probamo, če je že skuhana. Majčkeno še trda, ampak ne bo hudega. Se bom pa še malo ukvarjal s kozicami, ker se veste, logika je pač taka. Treba je stvari pripraviti med tem, ker se nekaj hladi, se nekaj ugreva, je treba nekaj drugega pripraviti, zato da na koncu vse hkrati pripravljeno za jesti, kot v najboljših restauracijah. Zdaj pa glavna jed, kozice, tigrove kozice, verjetno zato, ker so majčkeno bolj take podivjane, velike. Pri kozicah je pomembno, da so velike, zato ker jih bomo polnili. Seveda, majhne se pač zelo težko polne. Dobro jih je treba oprati. Evo, sledi zelo pomembno dejanje in sicer kozice moramo pripraviti, da jih bomo lahko napolnili. Pomembno je, delamo to počasi, z občutkom, z zelo dobrim nožem. No tako, zdaj, ko smo se s kozicami zmenili, smo naredili, kar smo imeli namen narediti. Gremo zdaj spet nazaj na proseno kašo. Namreč, zdajle se prosena kaša že verjetno vmes malo ohladila. Ja, se vidite, tako se je že skorica naredila, to pomeni, da je verjetno že dosti dober za naslednjo fazo. In sicer vse tole, kar smo prej že pripravili, zdaj noter zamešamo. Evo, takole, tole je pripravljeno in zdaj tole zmes damo v posodo oziroma pekač, kjer bomo to pekli. Se veste, namazali smo z maslom in, Mile se že oglaša, to pomeni, da je to trenutek, ko moram dati jaz noter proseno kašo. Zato bom zdaj malo pohitil in ga bom ujel, da mi ne pobegne. Takole, tole lepo zapolnimo, malo takole porazporedimo. Ni treba čist gor prav do vrha, da ne bo pol kakšna poplava čez, zato ker moramo dati še tole drugo zmes, ki smo si pripravili, namreč tale jajc, med, pa cimet, pa veliko ljubezni damo noter. Evo, takole. Če se spomnite, sem pustil še enih par večjih kosov tega suhega sadja in to je trenutek za suho sadje, ki ga razporedimo takole gor na vrh. Naša prosena kaša gre k kruhu. Kruh jo že čaka, prostora je dosti zraven. Evo, takole. Damo noter. Evo, takole. Mileju rečemo, da je kaša noter, potrdimo in stvar se nadaljuje še 25 minut, kot smo rekli, se bo noter pekel skupaj s kruhom. Medtem pa mi pripravimo kozice. Meso kozice treba na drobno sesekljati in potem bomo primešali še vse ostale stvari.
kot so čebula, peteršilj, maslo in tako naprej. Ko se maslo stopi, posoda bo takrat že fajn ogreta, dodamo čebulo, da se prepraži, da malo porumeni, pa se veste, tako kot je to običajno. Evo, maslo je pripravljeno, čebulca tudi. Polovičko damo noter, polovičko pa prešparamo za naslednjo čarovnijo, ki sledi. Čas za šampinjone, približno 100 gramov dodamo peteršilj. Peteršilju nimate kaj šparati, to kar noter dati, bolj ko bo zelen, boljš bo. Tako, in ko to premešate, pride še sklepno dejanje tega fila za kozice in sicer meso kozic. Evo, takole lepo nasesekljano. No in zadevo pustimo, da se praži kakšnih 5-6 minut in v vmesnem času pripravimo potem še z polivko, ki bo šla čez tele filane kozice. Se pravi, malo sladke smetane ali pa smetane za kuhanje, potem damo lahko zraven še malo provensalske soli. Evo, glih tokle, da bo prav. Potem pa še drugo polovičko čebule, se pravi, to polovičko, ki smo jo šparali za tale trenutek. Evo, to malo premešamo in je pripravljeno. Zdaj se pa vrnemo nazaj na kozice, pogledamo, kako je. Evo, takole, kozice so že dovolj pripravljene. Ugasnemo. Kozice damo zdaj na mini delovni pult tega velikega pulta in potem jih filamo s tole filo. Evo. Ne gre žličko, ne gre. Še ta zadnjo kozico noter našibamo, potem kozice zalijemo s tisto polivko, ki smo jo prej pripravili, se pravi s čebulco, s tole polivko, takole čez, predvsem čez tele trebuščke. Evo, takole. Zdaj pa po vrhu damo še malo parmezana. Takole, kar poribamo čez vse. Ribežen v tej smeri pač boljš dela kot karuni, ja. Evo. Damo noter, pa takole bo boljš. Kruhek, kaj te pravite, ali noter prsta ne bom namakal. To je to. Zdaj pa počakamo še 15 minutk. Bogata priprava solate, se pravi, damo noter vse, kar imamo. To je solata za sprazniti hladilnik. Vse, kar imamo, damo noter. Recimo tokle tega, imam malo manjšo skledo, pa ne bom pretiraval, ker ne bom mogel zmešati. Zdaj pridejo še teli detalčki, kis. Balzamičen je najboljši, saj po mojem okusu za ta namen. Za kakšno drugo solato pač drugi kisi. Olivno olje, soli, ok, peteršilj sem zagrabil, zdaj, ko ga že imamo v roki, nič hudega, če nam še tole noter, tako da malo zgleda, to bi dal lahko na koncu, da bi lepo zgledali. Evo, še sol, to sem hotel dati. Evo, to fajn zmešamo tako dobro, da se sok prepoji. Zdaj pa še detalj, lahko bi že prej noter feto zmešal, sem jo mečkaj pozabil, še dobro, da imam tukaj nastavljeno. Evo, feta sirček. Tukaj tudi nimamo kaj veliko šparati. Več sira, več beljakovin, več energije, večji valovi, večji užitki. Evo, takolele. Zdaj damo pa tole kar takole lepo počez. Vse skupaj bom pa skril z jogurtom. Jogurt počez. In zdaj za na konec dam jaz ponavadi origano. Že zaradi barvne kompozicije cele solatke. Evo, tako. Solata je pripravljena. Evo, zdaj pa še pogledamo, kaj nam je Mile pripravil. Kakšna je situacija? Zgleda v redu, mogoče bi dal lahko proseno kašo za kakšno minutko manj. Evo, rokavičke gor, da nas ne bo zebal. Takole, prosena kaša. Mogoče se mi zdi tukajle, ampak ne, kar prav je zapečena, čisto v redu je po sladkem diši. Evo, še kruh. Takole, vse je hkrati.
Ja, zna biti dober. Meni je fajn, da ni tisti tako preveč mehak, ampak da kaj ješ to kot prilogo zraven ribic, da čutiš, da grizeš, da imaš občutek, da si nekaj pojedel, če ne drugega. Evo še kozice, da vidimo, kakšne so naše prijateljice. Pa ja, dober zgleda. Dober je. Evo, takole. Skoraj sem pozabil solato. Evo, takole. Tole je zdaj ta meni, ki sem ga jaz nekako pripravil, vam v čast. Upam, da bo tudi v slast. Pa dober tek. Ja, za prste oblizniti prav zares. Dejanov recept in reportažo snemanja pa kot vedno najdete v reviji Anja. Pa dober tek in dobrodošli spet v našo družbo prihodnji mesec.